Prvi polčas ste odigrali tega četrtfinalnega para, bomo rekli, ste odigrali fantastično predvsem glede na končni rezultat. 5-1 visoka zmaga, ampak dejansko ste naredili vse prav, tako se igra, ko se igra pokal v gosteh prvo tekmo. Se strinjam, čestitam mojim igralcem za zmago. Res prišli smo z namenom, da prvi polčas odigramo tak, da prinesemo rezultat v Sevnico, ki nam bi omogočil pa dal možnost za Final Four, iztekli se sanjsko. Malo nam je tudi pomagala domača ekipa, ki je šla z vratarjem, mi smo pač izkoristili zadetke na prazen gol, ampak tudi dobili smo ga na 2-1, tako da smo jim malo upanje dali, ampak mislim, da če gledam tekmo, da smo taktični, za moje pojme, trenerske vrhunsko mi odigrali. Svoje obrambo fantastično, realizacija pa tudi danes je bila kar po dolgem času na nivoju in sem zelo vesel za to zmago. No, že v prvem polčasu, ko je bilo 0-0, ste imeli recimo 3 priložnosti, ampak vaše priložnosti so bile bliže golu kot domačini, tako da se je zdelo, da ste ekipo tudi dobro pripravili mentalno na tole tekmo. Tako je, se strinjam. Tako rekel, te 2 zmage, ki smo zdaj dosegli, zadnje 2 zmage so nam dale prepotrebno samozavest, ki jo prej nismo imeli in zdaj igralci mečke lažje igrajo, bolj so splešen in se tudi vidite, le se pridemo lepe šanse. Alen je pač vrhunski golman, on je pač pobral, ampak mi smo ustrajali na svoj iger, smo bili nagrajeni, potem, ko se pa še Bronx odprl, smo pa sam še dokončali svoje delo. Ampak zdaj ne smete zapraviti te prednosti, ne? Ne, se to jih bom veliko pozoril. Pred 4-5 letami nas je Bronx tukaj premagal 4-0 in so verjetno prišli z mislijo, da je konec, pa smo jih mi obrli, tako da daleč od tega, da je to konec. Prednost je velika, nimamo kaj skrivati, verjetno je zdaj 90-10% za nas, pri tem ne smemo bežati oziroma biti neki skromni pa govoriti, ampak prednost je velika, 5 golov dati v gosteh, pa samega prijeti je super, ampak ne, treba bo iti na zmago, pa potem še čez 40 minut smrt. Poraz, ki najbrž oziroma skoraj zagotovo ni bil pričakovan, vsaj ne tako visok. Daleč od tega sploh ni bil pričakovan, ne glede na to, vedeli smo, da bo trdo srečanje. Sevnica nas ni presenetila, postavila se je zelo nizko, njihovo začelno karo in to obrambo so odigrali vrhunsko. Prvi polčas je enako vreden, mi svoje priložnosti nismo izkoristili, drugi polčas pa ste videli po prvem zadetku, smo sami podarili praktično 3-4 zadetke, skušali smo igro z vratarjem, ampak na koncu žal neuspešno. No, v prvem polčasu je bilo 0-0 zelo taktična tekma, imeli so priložnosti tudi gostje, bi zdaj kaj spremenili, mislim, zdaj lahko po domače povedano pametovati po koncu tekme, bi morali mogoče bolj agresivno začeti, ne tako previdno? Spremenil bi lahko od prvega do zadnjega vse igralce. Noben z glavo ni bil na tej tekmi, kljub temu, da je želja, da se gre na ta Final Four, ampak žal smo mi se podredili in igrali njihovo igro. Videli ste, ni bilo agresije in naša ekipa, kot sem povedal, če ni 100% agresivna, če ni duel igre na meji pretepa, mi v prvi ligi s taktičnimi ekipami žal ne moramo igrati in prej slej se sami sebe kaznujemo, ker še vedno pač smo premalo izkušena ekipa, da bi lahko zdaj na lep način igrali ta futsal, kot si nekateri mislijo. Po drugi strani pa tudi odraz vsega, kar se dogaja zadnje čase, zadnje 2 tedna se ne trenira dobro, igralci si izbirajo treninge in v prvi ligi tako ne moreš igrati. In zdaj smo dobili pravo žlepo in zaključili z pokalnim tekmovanjem, tako da to je pač to. No, še povratna tekma je seveda, ne verjamem, da se bo tam Marko Hrvatin predal naprej. Nimaš kaj tu sploh debatirati o napredovanju. Povratno pokalno srečanje bomo služili za uigravanje za mlajše igralce, ki si danes pač nismo izborili minutaže, mogoče po moji krivdi, mogoče ker je bil vložek velik, daleč tega, da bom rekel, da se bom predal, ampak mislim, da je to definitivno odločeno in Sevnica zasluženo na Final Fouru.